Evo, jaz sem vam pokazal trik, zdaj pa da vidimo, če Rok zna kaj več pokazati. Pridi, da te vidimo. Postojim ti čelado. Hvala ti. Kje je kuplunga na levi strani, ne? Na levi, ja? Ok, dobro. Bremza je pa na nogi. Tako pa tu. Aha, te je isto kot moj motor. Je, Ok, zelo cool. podobno. Te pa gremo. No, da vidimo Roka. Torej, Rok, kako si pravzaprav začel z temi triki na dveh kolesih? Si začel kar takoj z motorjem ali si morda najprej začel z kolesom, pa mogoče iz kolesa na skuterja in šele kasneje na to težko zverino? V bistvu, najprej sem začel, če se dobro spomnim, z Tomusom, našim legendarnim rdečim Ferrarijem, jugoslovanskim, po gozdovih se naganjati. Ja, to so bili kao prvi koraki v svetu motošporta. In ja, drugače pa z kolesom nisem dobenih, da bi zdaj, ne vem, treniral z BMX-om ali kaj podobnim. Tako da, ko sem bil 17 let, sem v bistvu takoj začel z skuterjem in takoj šel na parkplac in pač treniral trike, ne. Sem ga naložil gor na prikolico in šel prav namensko trenirati trike, ne, in to je bilo v bistvu prvi mesec, komaj sem se naučil po ta zadnjem, potem, da sem po ta zadnjem vedel neomejeno se voziti in tako naprej, ja. No, vsekakor je pa za izvajanje teh tvojih trikov in vragolij na tem 150-kilogramskem motorju potrebna tudi fizična in koordinacijska pripravljenost. Kako ti nabiraš svojo fizično moč in koordinacijsko pripravljenost telesa? Si morda v te namene že kdaj poizkusil tudi slackline? Ja, zdaj, da začnem pri prvem vprašanju, kako si nabiram. V bistvu v začetku, oziroma ljudje, ko vidijo ta šport, si mislijo, ok, ni treba, to je en frik pač na motorju zganja norije. Ampak je v bistvu to je kar zahteven šport, se pravi, zdaj, ko je izven sezone, se pravi v zimskem času, vsak drugi dan v fitnessu s trenerjem nabirava moč, koordinacijo z posebnimi vajami. Zdaj, ko je sezona, se pravi, zdaj v tem trenutku, sem dvakrat do trikrat tedensko pač treniram na koordinaciji, na moči, ali je to v fitnessu ali na kolesu. Ja, drugače pa, mislim, ja, zelo je pomembna fizična priprava, saj na koncu itak 150 kg premikaš levo, desno in moraš malo moči imeti v rokah in na splošno. Tako da, ja, drugače pa na slacklineu sem v bistvu probal, ampak moram priznati, da sem totalen antitalent, kar se tega tiče. In v bistvu je ful zabavno, samo ni to za mene, no. Bolj tisto, ko nekaj v rokah držiš, to je bolj za mene, ne. Si morda že dobil kakšno kaskadersko ponudbo iz filmskega sveta? Zaenkrat še ne, v bistvu konkretne ponudbe še nisem dobil, so pa me že kontaktirali toliko, da sem jim dal informacije, če bodo kdaj kaj rabili, ne. Tako da bi bila ziher super izkušnja biti enkrat v hollywoodskem filmu, ne vem, biti neki policijski kuri gume filmu, to je bilo zakon, ne. Ja. Torej, kakšna je pravzaprav razlika med stunt showom in stunt tekmovanjem, oziroma zanima me, kje te sponzorji prej opazijo, kje se bolj splača biti dober? Aha, okej. Se pravi, ja, v bistvu razlika je zdaj tak, ne, na primer šove trajajo 15 minut, ne, in
šel, narediš, delaš v bistvu ne glih tiste najtežje trike, v bistvu take trike, da vedno uspejo, ne, probaš narediti vsekakor najtežje, pa najbolj spektakularne. Se pravi, tudi če padeš, ni problema, v bistvu je dobro, da padeš, da publika vidi, da ni tako enostavno, mogoče kako zgleda, ne. Se pravi, vsak naslednji trik bo potem v njihovih očeh, fakt, zdaj pa bo se ubil, ne, predtem pa ni tako bilo, ne. Tako da, potem, če gledamo tekmovanje, tam pa padec je v bistvu najhujša napaka, kaj lahko narediš. Tam pa imaš 5 minut časa in v 5 minutah moraš narediti najbolj perfekten run, kaj je možno, brez napak, agresivno, hitro, najtežji triki. Tako da razlika je predvsem v teh padcih, pa v času, kako dolgo traja in ja, v težavni stopnji samega tega, ne. Zdaj pa nekaj trikov je pokazal, ne? Teda približno je tako dober kot jaz. Zdaj pa ga bom jaz peljal, da se bomo skupaj peljala, pa da vidi, kak je to, ko se profesionalec zraven spravi. Adio. Kako je bilo? Dobro? Super, super. Ampak odlično. Rok, jaz ne vem, če se še kdo sploh na svetu zna z še enim potnikom po zadnjem kolesu peljati. Je bilo, mogoče se kdo ve, ampak je bilo prvič tu na tem parkplacu. Prvič na tem parkirišču, prvič za dostop.si. Rok Bagoroš. Rock on! Freestyle motociklist.